Lepo pozdravljeni, sem Matej Weber, zaposlen na Šolskem centru Celje in sem učitelj strokovnih predmetov na področju robotike in mehatronike in med drugim se zanimam za uporabo sodobnih tehnologij v izobraževanju. Tule vidimo eno grafiko, ki podaja nekako izobraževanje v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Torej vidimo nekako, da se v izobraževanje čedalje bolj vključuje tehnologija. Vprašamo se lahko, kako bo temu v prihodnosti. Trenutno sodobni proizvodni sistemi temeljijo oziroma bodo temeljili na konceptu industrije 4.0, ki se nekako čedalje bolj integrira v slovensko industrijo. Po drugi strani pa lahko govorimo o družbi 5.0 oziroma Society 5.0, ki se nekako uveljavlja na Japonskem in pa čedalje bolj tudi globalno. Le-to je izziv za pedagoške delavce, strokovnih in vseh ostalih šol danes in v bližnji prihodnosti. Vemo, da nekako edukacija ne sledi razvoju tehnologij, kar je podal OECD, in to opažamo tudi pri vsakdanjem edukacijskem procesu. Torej, kako vključiti tehnologije v vseživljenjsko izobraževanje? Trenutno potekajo razprave o vseživljenjskem učenju, digitalni pismenosti, umetni inteligenci, poklicih prihodnosti in vseh ostalih tematikah, ki so aktualne. Tukaj je potrebno opozoriti, da glede na povratne informacije delodajalcev v prvi fazi od novozaposlenih ne pričakujejo samo strokovnih znanj, ampak odnos do dela, samoiniciativnost, strokovno komunikacijo, komunikacijo v tujem jeziku, timsko delo in vsa ostala mehka znanja. Torej prvotno ni samo znanje, ampak vsa ostala mehka znanja, ki jih nekako skušamo naučiti, pridobiti v izobraževalnem procesu. Sledi pa videoposnetek, kjer bom prikazal, kako vključujemo na Šolskem centru Celje sodobne tehnologije v edukacijski proces.
Torej, v tem videoposnetku smo videli vpeljavo sodobnih tehnologij v samo izobraževanje. Videli smo uporabo 360 VR posnetkov, ker mi s pomočjo posebne kamere posnamemo 360-stopinjske posnetke in jih potem uporabimo v namen izobraževanja. Tako je sama podana vizualna informacija veliko bolj intenzivna in lahko dosežemo spet, se pravi, višje učne cilje. Videli smo tudi svetovno prvenstvo v robotiki, kjer so dijaki dosegli zelo dobre rezultate. Tudi v tem konceptu nekako ne gre samo za, ne vem, razvoj nekega robota, ampak gledano kot celoten koncept, se pravi timsko delo, sodelovalno delo, medkulturni dialog, tuji jeziki, mednarodna izkušnja in tako naprej. Videli smo tudi izobraževanje odraslih in pa uporabo virtualnih tehnologij v izobraževanju. V prihodnosti pa moramo med drugim delovati v smeri uporabe obogatene resničnosti v namenu izobraževanja in pa vseh ostalih tehnologij, ki bodo se pojavile na tržišču. Ugotovimo lahko torej, da nekako vključevanje tehnologij zelo pomembno za doseganje višjih učnih ciljev, predvsem v smislu motivacije slušateljev. Zelo pomembno je tudi sodelovanje izobraževalnih inštitucij z industrijo in realnim sektorjem. In na Šolskem centru Celje se med drugim zelo aktivno ukvarjamo tudi s sodelovanjem z okoliškimi podjetji. Izvajamo tudi različna strokovna izobraževanja za omenjena podjetja. V prihodnosti nas pa nekako čaka personalizirano in vseživljenjsko izobraževanje. Se pravi, izobraževanje bo prilagojeno posamezniku, tukaj se bo vključila tudi umetna inteligenca. Učitelj, inštruktor bo pa imel mogoče vlogo v drugačnem kontekstu, ne bo več toliko frontalnega poučevanja, ampak bo v bistvu sodelavec v edukacijskem timu. Hvala za pozornost, želim vam veliko uspehov pri vaši osebni strokovni rasti. Sodelujmo in zmagujmo tudi v prihodnosti.